Spektrofotometer je aparat, s katerim lahko izmerimo več parametrov hkrati. Ti parametri nakažejo na kvaliteto vode in se s časom hitro spreminjajo, zato jih izmerimo na mestu vzorčenja. Te parametri so pH vrednost, ki nam pove, kako kisla oziroma bazična je raztopina, temperatura vode, koncentracija raztopljenega kisika in elektroprevodnost. Zakaj pa moramo vedeti vse te podatke o vodi? Ti podatki nam povedo, kakšne kvalitete je voda. Če voda ni dovolj čista, jo moramo pač očistiti. A je Gradaščica ena od bolj čistih rek Slovenije? Gradaščica je povprečno čista reka. Pri nas v Sloveniji imamo relativno čiste reke, ker imamo veliko dežja, zato se tudi onesnaženje razreči. A so te meritve kaj nevarne za živali? Sama meritev ne vpliva niti na živali, niti na kakovost vode. S temi meritvami samo ugotovimo, kolikšna je kakovost. Recimo pri merjenju raztopljenega kisika v vodi ugotovimo, ali je v vodi dovolj kisika za ribe, ki potrebujejo kisik za svoje življenje. No, Živa, ti boš zapisala vse meritve, ki jih bo Gašper izvedel sedaj s tem multimetrom. pH vrednost je 8,39. Prevodnost pa je 360 mikrosiemensov na centimeter. Temperatura vode pa je 8,1 stopinja. Meritve so opravljene, Gašper, lahko potegneš elektrode iz vode. Živa, ti boš pa zajela vzorec s tole posodo. Vrš na sredino potoka iz glavnega toka. Še to dvema rokama takole, ja. Ja, no. Samo. No, vzorec, ki smo ga zajeli v Gradaščici, bomo sedaj analizirali v laboratoriju. Oblekla si bosta halji, da se zaščitita svoja oblačila, ker bomo delali tudi s kislinami in nevarnimi reagenti. No, za ta hitri test parametra, ki se imenuje kemijska potreba po kisiku, bomo uporabili tole hitri test v epruveti, v kateri so že vsi reagenti za 2 ml vzorca. A je ta stvar za kaj nevarna? Tukaj noter je raztopina žveplove kisline, ki je zelo nevarna za žive organizme, zato bomo zelo previdni s tem. No, s pipeto odmerimo točno 2 ml vzorca. Na pipeti je črta, do katere spustimo vzorec. Potem prenesemo v kiveto. Kiveto zapremo, vsebino premešamo in vstavimo v KPK reaktor, kjer bo potekla reakcija. Kaj nam bo to povedalo? Rezultat te meritve nam bo povedal, kako onesnažena je bila voda. Za primerjavo bomo naredili tudi analizo pitne vode, da bomo videli, kakšna je razlika med reko in pitno vodo. Živa bo tokrat te odmerila 2 ml vzorca in Gašper bo potem prenesel vzorec v kiveto. Premešaš, ja, in vstaviš v reaktor. Reakcija je potekla in sedaj bomo izmerili spremembo obarvanja raztopine. Torej je spektrofotometer, ki izmeri jakost obarvanja. Vzorec pitne vode ima KPK vrednost 10. Sedaj bomo izmerili še vzorec Gradaščice. Spektrofotometer nam pokaže, da je vrednost 107. No, sedaj vidimo, da je Gradaščica 10-krat bolj onesnažena kot pitna voda. Kaj je še vseeno pitna ali ni? Ja, jaz ne bi priporočal piti te vode, razen v skrajnem primeru, ker lahko imamo še vedno prebavne težave.